Dobrodošli v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije Poslovni nasveti, v katerem gostimo uspešne gospodarstvenike in podjetnike ter predstavljamo dobre prakse. No in danes bomo združili oboje. Z nami je gospod Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor podjetja Better, sicer pa letošnji prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za digitalizacijo Go Digital. Njihov projekt Universal Care Plan je namreč postal hrbtenica londonskega zdravstvenega sistema. Vsega nekaj mesecih so povezali bolnišnice, osebne zdravnike, urgence, socialno oskrbo in paciente v en sam sistem. Kako slovensko podjetje lahko dobi takšen projekt v Londonu? Kaj digitalizacija zdravstva v resnici pomeni v praksi in zakaj je to bistveno več kot samo nek nov IT sistem, ter kako se lahko iz takšne zgodbe naučimo tudi za doma. Gospod Gornik, lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Gospodarske zbornice. Lepo pozdravljeni. In seveda iskrene čestitke za to, lahko bi rekli, nacionalno priznanje Gospodarske zbornice na področju digitalizacije. Najlepša hvala. O njem bova seveda več spregovorila nekoliko kasneje, pa morda začniva najprej pri podjetju Better. Marsikdo ga morda pozna, predvsem iz branže IT, seveda ga pa predvsem dobro poznajo tudi v tujini, kjer pravzaprav veliko nastopate oziroma tam poslujete. Mogoče za začetek, s čim se pravzaprav podjetje Better ukvarja, kakšne rešitve pravzaprav ponujate na trgu? Ja, podjetje Better se ukvarja v bistvu z zdravstveno informatiko. Naš ključni produkt je digitalna zdravstvena platforma, ki omogoča tri stvari v bistvu. Eno je izboljšati uporabniško izkušnjo, kar je zelo pomembno, ker ta v zdravstvu ponavadi ni ravno na nivoju ostalih industrij. Drugo je, da omogoča hitro gradnjo aplikacij, se pravi, temu rečemo low code oziroma nizkokodna orodja. In tretje je, da omogoča, da podatke v bistvu združimo tudi izven aplikacij, kar to pomeni, da lahko več aplikacij uporablja iste podatke, se pravi neka ločitev med aplikativnim nivojem in podatkovnim, kar je v zdravstvu izredno prikladno, saj želimo imeti čim bolj celovito sliko pacienta in to dosežemo z tem kartonom pacienta, ki je združen ne glede katera bolnišnica ali pa uporabnik je oskrbel pacienta. No, 6 let ste zdaj na trgu, z podjetjem Better, kjer ponujate te storitve, pa vendarle ste že zelo močno prisotni v tujini, ne? O tem bo sicer več rekla kasneje, pa vendarle v koliko državah pravzaprav poslujete? Ravno danes podpisujemo pogodbo na Nizozemskem, ki bo naša 28. država. Večina teh držav je zahodnoevropskih, praktično vse. Nekaj pa tudi v Aziji, Avstraliji. Imamo tudi prvo stranko v ZDA, ampak fokus je več ali manj na zahodnoevropskih državah. No, prisotni ste seveda tudi v Združenem kraljestvu, ne? In ravno s tem projektom Universal Care Plan v Londonu, ne? Ta velja za enega največjih, najnaprednejših tovrstnih projektov v Evropi. Zanj ste dobili, kot rečeno, to nagrado Gospodarske zbornice. Kaj pravzaprav, za kakšen projekt pravzaprav gre? Kaj je bil glavni problem, ki ga s tem projektom rešujete? Ja, no, treba je povedati, da je Združeno kraljestvo naš največji trg. Tam pridelamo skoraj polovico prihodkov. Projekt Universal Care Plan oziroma enoten načrt oskrbe je pa poseben zato, ker rešuje en bistven problem zdravstva. Namreč večinoma zdravstvene oskrbe danes je multidisciplinarne, kar pomeni, da v bistvu pacient prehaja od zdravnika do zdravnika in seveda največji problem je, kako temu sledijo podatki. V praksi vsi poznamo, da v bistvu pacient velikokrat prinese mapo s seboj, kjer so vsi pretekli izvidi. In zdaj, če imate kronično bolezen, kot je diabetes, morate obiskati recimo 8 zdravnikov, 8 specialistov. In je izredno, bi rekel, slabo, če ti zdravniki nimajo dostop do vse predhodne dokumentacije.
No in univerzalni načrt oskrbe ravno za to poskrbi, zato da vsi deležniki v procesu zdravljenja gledajo iste podatke. Se pravi, da se podatki zbirajo na enem mestu, tudi če so nastali v drugih aplikacijah, in da se potem skozi centralno aplikacijo, ki je na voljo vsem deležnikom, se pravi vsem udeležencem v zdravstvenem procesu, vsi seznanijo z istimi podatki. In to je izredno težko doseči, zaradi tega, ker vsak od teh uporablja svojo aplikacijo. In ko govorimo o deležnikih, govorim tudi recimo o urgenci, o domovih za ostarele, kot ste prej omenili, o jasno specialistih in tudi pacientu skozi aplikacijo NHS App, se reče to v Angliji, pa nas zovem. Izredno bistveno, da vsi gledajo enake podatke. In to smo dosegli v rekordnem času, to je bilo glavni izziv tega projekta, je bil, kako to izvesti v 6 mesecih. Seveda smo potem dopolnjevali, ampak v 6 mesecih smo šli v živo z prvo verzijo. No, to je bilo, recimo, ena od res takih neverjetnih podatkov v bistvu v projektu, ne, da ste v tako kratkem času uspeli pripraviti aplikacijo in jo tudi seveda uvesti v praksi v tako kompleksnem sistemu, ne. Torej, kako vam je to uspelo povezati v tako kratkem času, pol leta govoriva, ne, tako bolnišnice, osebne zdravnike, urgentne službe, paciente in tako. Zdaj, tukaj je več vidikov. Tehnični vidik je v bistvu rešen s platformo, ne. Platforma sama omogoča, kot sem prej omenil, hitri razvoj aplikacij s to nizkokodnimi orodji. Medtem ko večji izziv je pa seveda čist organizacijski, se pravi, da se to zgodi, se morajo strokovnjaki, se pravi kliniki v tem primeru strinjati, kaj so tisti podatki, ki morajo biti na voljo, in to zahteva veliko usklajevanja. Moram reči, da se London tega loteva zelo resno, za vsako od teh kroničnih bolezni, zdaj jih pokrivamo, mislim, da 6, je cela skupina strokovnjakov na nivoju celega mesta. Treba je vedeti, da je London razdeljen v 5 zdravstvenih regij, vsa ostala mesta v Združenem kraljestvu imajo po eno, London pa, ker je velik, jih je 5, in teh 5 se mora uskladiti tako z osebni zdravniki kot specialisti, kaj so tisti podatki, ki morajo biti na voljo v tem procesu zdravljenja. In to je večji del problema. Ko enkrat dobimo v bistvu specifikacijo, kateri podatki so potrebni, mi v parih mesecih razvijamo v bistvu potrebna orodja, ne. To je verjetno največji del, ključni del pravzaprav pri samem projektu, ne, in tudi zahteva veliko angažmaja na strani stranke, ne. Tako je, ampak tukaj si pomagamo tudi z mednarodno skupnostjo, ki razvija, temu rečemo, podatkovne modele, se pravi gradnike te aplikacije, v okviru ene organizacije, ki se reče OpenEHR, kjer sem tudi sam podpredsednik že 10 let. Ideja pa je, da v bistvu definiramo podatke neodvisno od aplikacij. Se pravi, glede na to, da je zdravstvo oziroma da je človek enak v katerikoli državi, se pravi, njegova zdravstvena oskrba je lahko različna, ampak opis stanja pacienta in postopkov zdravljenja je pa enak. Zato združenje OpenEHR poskuša definirati standardne podatkovne modele, ki služijo praktično oziroma podpirajo vse bolezni v vseh državah. Zelo me veseli, da tudi Slovenija uporablja ta standard. Mi smo to pripeljali v Slovenijo leta 2009, se pravi pred 15 leti. In na tem standardu temelji v bistvu ves naš razvoj in zato lahko enako rešitev v bistvu prodajamo v teh 28 državah. No, že sami ste rekli, ne, da pač je bilo v bistvu, gre za kompleksen sistem, ne. Kako so pa v bistvu samo to digitalno rešitev potem sprejeli zdravniki, medicinsko osebje, ne, ki so vsi navajeni na neke, ne, aplikacije, ki ti delujejo, potem pa pride nek nov sistem. Kako je bilo s tem prehodom? Tu je bila inovacija, namreč vgradili smo te nove obrazce, kot jim rečemo, v obstoječe aplikacije. Dodati aplikacijo v zdravstvo je izredno zahtevno. Ravno zaradi tega, kar ste omenjali, zdravniki, zdravstveno osebje je preobremenjeno in nima časa se ukvarjati z novo aplikacijo. Zato
je ta model, kjer vgradimo te nove obrazce v obstoječe aplikacije, naj si je to v aplikacije za urgenco ali pa bolnišnico ali pa osebnega zdravnika, je ključ do uspeha. Tudi, kar je pomembno, je, da so ti obrazci upravljani centralno, kar pomeni, da lahko mi dodamo nove obrazce, brez da naredimo ponovno integracijo. In to je ključno pripomoglo k uspehu. Tako da se danes že pogovarjamo za 3 nove bolezni, kot so, oziroma ne samo bolezni, ampak recimo presejalne programe za zdravje otrok. Potem diabetes je vedno na tapeti, zato ker je izredno draga bolezen za zdravstvo. Pa seveda, kot sem prej omenil, mogoče celo največ od vseh različnih specialistov je treba vključiti v proces zdravljenja. No, kažejo se že prvi merljivi učinki uvedbe tega sistema v Londonu. Kateri rezultati so vas pravzaprav najbolj presenetili in potrdili, da pravzaprav digitalizacija zdravstva v primeru Londona, recimo v primeru vaše aplikacije, ima neke pozitivne učinke že? Ja, ključni preboj oziroma zakaj je prišlo do teh sistemov je bil COVID. Namreč med COVIDom je bilo izredno dosti hospitalizacij, urgentnih, in en od stvari, ki jo pacient lahko naredi, temu rečemo v Sloveniji izraz volje, se pravi, da si ne želi oživljanja, da želi umreti doma namesto v bolnišnici, da ne želi prevoza v bolnišnico, če je na koncu življenja. In v bistvu je to zapisano v nekih obrazcih. In seveda, ko rešilc gre do pacienta v urgentnem primeru, ni časa iskati teh obrazcev in so ogromno ljudi hospitalizirali, čeprav tega niso želeli ali pa jih oživljali. No, in to je bila prva aplikacija, ki smo jo dodali. Temu se reče end of life plan, se pravi plan ob zaključku življenja, kjer je ogromno podrobnosti, kako želi pacient, da se ga obravnava v tem primeru. In seveda, COVID je to v bistvu zelo povzdignil v javnosti in odziv je bil priprava teh aplikacij. No, in lahko povem statistiko, da je v Londonu zdaj 70% ljudi umre na mesto, ki so si ga izbrali, se pravi ali v bolnišnici ali doma, kar je skoraj 2-krat več kot v ostali pacienti, ki nimajo tega načrta oskrbe. Potem ena od ključnih aplikacij, ki ima relativno malo pacientov, mogoče 10,000, ampak je zelo obremenjujoča tako za zdravstveni sistem kot zdravnike, je bolezen srpastih celic, kjer je pacient praktično 2 do 3-krat na teden v bolnišnici. In seveda izredno pomembno je, zato ker velikokrat gre za urgentne primere, na katerokoli bolnišnico gre, imajo zdravniki vse podatke, katera zdravila jemlje in pa kaj je bilo do takrat že narejeno, laboratorijske izvide in tako. In to je bilo politično izredno vroča tema v Londonu, ker gre za manjšine večinoma, ki najbolj zbolijo. In je s tem država omogočila bistveno izboljšati kakovost zdravljenja teh bolnikov. In teh primerov je še veliko. Predvsem gre za, se pravim, dostop do podatkov, ki so pa danes v zdravstvu ključni. Verjetno tudi z vidika boljše, hitrejše obravnave pacientov, zmanjšanje tudi morebitnih tveganj, napak zaradi manjkanja informacij. Ja, in tudi zdaj v Londonu ima tudi pacient dostop do tega načrta oskrbe, kar pomeni, da lahko trenutno še ne more sam prispevati novih podatkov, to, da zdaj delamo, v naslednjem kvartalu bo to zaživelo. Se pravi, da bo lahko popravil določen podatek, seveda ne zdravstveni, ampak bolj demografski, se pravi naslov ali pa kdo je njegov skrbnik. Recimo, gremo v take podrobnosti, da se tudi ve, kaj se zgodi recimo z psom ali mačko bolnika, ki je urgentno prepeljan v bolnišnico. To so vse stvari, ki so zelo pomembne za te paciente. Včasih na to ne pomislimo. London ima en izraz, ki reče, da
what matters to me is more important sometimes than what is the matter with me. Se pravi, kaj je meni pomembno, je včasih bolj pomembno, kot tisto, kaj je z mano res narobe. In za starejšo populacijo je to zelo, zelo pomembno. No, dobiti takšen projekt v Londonu, ki je tako kozmopolitanski, kjer si predstavljam, je konkurenca izjemno huda, predvsem velikih tujih firm, je pravzaprav ni mačji kašelj, je vse prej kot to. Kako pravzaprav vam je to uspelo? Kateri se vam zdi, da so tisti ključni faktorji bili, da ste dobili ta posel kot slovensko podjetje? Ja, moram reči, da v Angliji to, da smo iz Slovenije, nima nobenega vpliva. Res je, da so najmočnejši Američani, predvsem zato, ker so to multinacionalke, ampak ni, da bi bilo kakršenkoli, recimo, manjša možnost, da nismo iz Anglije. Gre bolj za to, kako lahko pristopiš k takšnemu projektu in tukaj se zahteva neka velikost, zato ker deležnikov, ki odločajo o tem, je veliko. Gre za strokovno oceno, gre za tehnično oceno, v končni fazi ekonomsko oceno. In v tem procesu nekateri postopki trajajo 2 leti, kar pomeni, da moraš biti dovolj velik, da lahko zdržiš tak postopek, čisto finančno. Je pa res, da takrat je London iskal inovativno rešitev in ponavadi smo mi tisti, ki imamo najbolj inovativno rešitev. Mi delamo skoraj 90% javnih razpisov v poslovanju. Se pravi, nam je jasno, kako odgovarjati na takšne razpise. Predvsem pa večino teh razpisov tudi dobimo. Mi dobimo več kot polovico razpisov, na katere se prijavimo, zato ker iščemo razpise, ki iščejo v bistvu nek preboj. In naša platforma je prepoznana kot prebojna v tem svetu. Zdaj smo tudi dobili potrdilo podjetja IDC, ki dela market research, da smo med vodilnimi v Evropi. In lahko rečem, da ostali so Amazon, Microsoft, Oracle. Se pravi, mi smo edino podjetje med vodilnimi, ki dela manj kot $1 milijard. Se pravi, več ali manj so vsa ameriška. To je naša konkurenca in lahko smo seveda od njih hitrejši, lahko smo bolj prilagodljivi, ne moramo biti večji, ampak iščemo take stranke, ki v bistvu hočejo s tem narediti nek preboj, in London je bil tak. Zdaj, da bi rekel, da smo, tudi to moram povedati, no, velikokrat gre tudi za splet na ključi. Namreč jaz vedno pravim, da če hočeš dobiti loterijo, moraš srečko kupiti. In mi smo 5-6 let porabili, da smo prišli do pozicije, da sploh lahko konkuriramo v Angliji. 5 let smo v bistvu poskušali na angleškem trgu, prva 3 leta neuspešno. Tako da ta uspeh čez noč, kot pravimo, je kar... Traja, ta noč je dolga. Vsaj 15-letnega dela. Naša platforma se razvija 15 let. Zdaj je verzija 5 in vsako leto dodamo neko funkcionalnost in je vodilna na trgu. Čestitke za to. Če greva sedaj pa, bom rekel, iz morda evropskega prostora k nam v Slovenijo. Kako poslujete pa v Sloveniji? Kakšne so možnosti? Doprinos k... Slovenija je pri nas približno 20% prihodkov in razlog, zakaj smo šli v tujino, je tudi zato, ker se v Sloveniji dolgo leta pač v informatiko, v zdravstvo ni investiralo. Mi delamo že 33 let Onkološki inštitut. Pediatrično kliniko smo dobili na razpisu tudi pred 15 leti in delamo centralni sistem e-zdravja. To so bile edine 3 stranke, ki so na nek način imele dovolj sredstev, da naredijo nek preboj. Ker namreč pri digitalizaciji ne gre samo za našo storitev oziroma našo programsko opremo, mora biti tudi ustrezna strojna oprema v bolnišnici, mora se izobraziti zaposlene, omrežje in tako naprej. Veliko je tu faktorjev
In brez denarja se pač to ne da. Lahko imaš najboljši software na svetu, ampak če uporabniki nimajo dovolj zmogljivih računalnikov, enostavno tega ne bodo uporabljali. In to je velik problem v zdravstvu. Zdaj, to se je spet s COVID-om spremenilo, predvsem zato, ker je Slovenija dobila 83 milijonov evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, ki imajo še eno dost, po mojem, dobro lastnost, in to je, da so časovno omejeni. Da je treba do 30.6. naslednjo leto te projekte dokončati, ne samo podeliti. Namreč 5 let so se pripravljale strategije, projekti, ampak šele zdaj, zadnjih par mesecev, so vsi projekti tudi v obliki razpisov. Mi smo 2 od teh dobili. Eden, ki ga ravno te dni podpisujemo, je ravno načrt oskrbe, se pravi londonski primer prenešen na Slovenijo. Tukaj bomo spet imeli samo 6 mesecev. Mislim, da bo težje kot v Londonu, zaradi tega, ker je bila na strani Londona precej velika ekipa, tukaj pa je ta ekipa bistveno manjša na strani stranke. Res pa je, da imamo to izkušnjo in tudi programsko opremo, ki je narejena, se pravi, jo treba prilagoditi. Pokrivali bomo pa, mislim, da 5 osnovnih bolezni v štartu. Se pravi, sistematske preglede otrok, diabetes, zobozdravstvo, ginekologijo, pa še en del referenčnih ambulant. Tako da zelo zanimiv projekt, dolgo smo ga čakali, in mislim, da je pač to financiranje, ki ima omejen rok trajanja, pač prisililo državo, da je končno naredila nekaj na tem. Začela vlagati tudi v ta del. No, mislim, zdravstveni sistem v Sloveniji seveda je ena rak rana, ne, seveda naše države. Veliko je to stanje, ki ga imamo danes, je precej zatečeno tudi in pogojeno tudi z verjetno neustreznimi rešitvami iz preteklosti ali pa nesprotnim reševanjem, dolge čakalne vrste, ne, tudi vprašanje učinkovitosti samega sistema dela in tako naprej, pomanjkanje kadrov, ne. Ampak digitalizacija se zdi, vsaj v zadnjih letih, postaja čedalje bolj pomembna, ne. Katere od teh problemov, ki sem jih naštel, bi lahko z neko ustrezno, bolj učinkovito, obsežno digitalizacijo zdravstvenega sistema dejansko reševali v praksi? Tudi morda čakalne dobe, tukaj pomanjkanje kadrov. Pravo, ne. Mi, ko živimo v Sloveniji, res vidimo vse slabo pri zdravstvenem sistemu, ampak vam moram reči, mi delamo v 28 državah, povsod so problemi. Verjamem, ja. Nekateri problemi celo večji kot pri nas, ne. Jaz ne bi bil tak pesimist. Mi imamo veliko problemov, sploh ni debate, ampak jih ima tudi NHS. NHS ima 1.200.000 zaposlenih. Jih ima Španija, jih ima Francija, Nemčija, da ne govorimo. Tako da podobno je, ko sva pregovorila z javnimi razpisi, ne, povsod so podobni problemi, ne. Zdaj, razlika je mogoče, kako jih rešujejo, ne. In tudi seveda so države, ki so naprej, ne. Skandinavske države so naprej, ampak recimo, če govorimo o informacijskih sistemih, ravno kar so v Göteborgu prekinili 8-letni projekt, ki nikoli ni zaživel, informatizacija bolnišnic v mestu Göteborg. Tako da veliko stvari se dogaja, veliko problemov. Zdaj, digitalizacija seveda je, bi rekel, omogoča izboljšanje zdravstvenega sistema. Sama po sebi ga mogoče ne izboljšuje, ampak omogoča pa. Moramo pa seveda to pravilno uporabiti. In jaz vidim enega večjih problemov, recimo, da smo zdaj dobili evropska sredstva in da imamo denar prvič v zgodovini, da se da narediti res kvalitetno rešitev. Problem, ki ga pa imamo, da pa nimamo informatikov v zdravstvu. Treba se zavedati, da bolnišnica, recimo, v kateri delamo na Švedskem, Karolinska, ima približno 400 ljudi v informacijskem oddelku. Basel, ki je velikosti recimo celjske bolnišnice, jih ima 200. Samo informatiko, IT? Informatiko, podatkovnih analitikov, v glavnem ki se ukvarjajo z digitalizacijo. Zdaj, lahko vam povem, da jih celjska bolnica nima 10. Ja? Se pravi,
Pa ne gre za to, da bi bili oni najbolj pomembni, ampak brez njih ne gre. Ne? Zdaj srečo imamo, da večino mlajših strokovnih kadrov zdravstvenih se že malo spozna na digitalizacijo, so bili izpostavljeni temu, nekateri celo programirajo iz srednje šole in tako naprej. Tako da po eni strani je to plus, po drugi strani pa oni pričakujejo precej več. Ne? Pričakujejo, da bodo na enak način, kot lahko dostopajo do, ne vem, svoje banke, da bodo dostopali do zdravstvenega sistema. Enako pacienti. Tako da so se v bistvu merila, kaj je dobro, dvignila. In zdaj, ena od, bi rekel, glavnih, enega od glavnih upov je, da bo umetna inteligenca tukaj precej pomagala. In kjer je veliko dela, je v bistvu, kako se zmanjša obremenitev zdravnikov pri uporabi informacijske tehnologije. In to je svetovni problem. Namreč več podatkov, ko je treba vnesti, večji angažma zdravnikov ko govorim zdravnikov, in medicinskega osebja, ne? Tako. Večji angažma se zahteva in seveda oni so že tako preobremenjeni. In ključ teh rešitev je, ja, mogoče morajo nekaj več vnesti, ampak kako jim lahko v bistvu neko drugo stvar olajšamo. Ne? In to ravnotežje najti je v bistvu recept za uspeh, ker jim ne moramo dati dodatnega dela. Težava pa je, da ima recimo nekdo več dela, zato da ima nekdo drug potem manj. Ne? Tako da ni vedno tisti, ki dejansko največ vloži, tisti, ki najbolj profitira od tega. Tako da je tukaj precej dinamika, ampak ta človeški faktor uvedbe digitalizacije je vedno najtežji. Change management oziroma kako narediti to transformacijo, ponavadi niti ni informacijski problem. Ker navada je železna srajca, ne? In tisto, na kar smo navajeni, je težko opustiti. Seveda. Ja, pa vendarle, še enkrat morda vprašanje, ne? Torej, imamo veliko pomanjkanje kadrov v zdravstvu, ne? Na drugi strani čakalne dobe. Kje lahko in na kakšen način lahko konkretno digitalizacija ali pa z nekim sistemom, kot so o njem govorila Universal Care Plan, doprinesemo, da skrajšamo čakalne vrste, pohitrimo postopke, morda zmanjšamo obremenitve zaradi manj kadrov? Ja, digitalizacija pač omogoča transparentnost. Ne? To je ključni cilj digitalizacije. Se pravi, da imamo na voljo vse podatke za odločanje. Ne? Zdaj, sama po sebi digitalizacija ne bo zmanjšala čakalnih vrst, ampak da pa orodja tistim, ki odločajo o zdravstvenem sistemu. In če berete recimo časopise, veste, da danes vodstva bolnišnic razpolagajo s premalo podatki o tem učinkovitosti, o tem v bistvu, kateri postopki so manj učinkoviti od drugih. To so vse podatki, ki jih lahko tudi uporabi v končni fazi, ki jih lahko digitalizacija zagotovi. Seveda potem mora nekdo sprejeti odločitev. In spet digitalizacija lahko spremlja uvajanje te spremembe in korekcije, če smo ugotovili, da sprememba ne gre v pravilni smeri. Ampak nekdo mora znati te podatke uporabiti. Zdaj, obetamo si, da bo en korak naprej, kot sem prej omenil, naredila umetna inteligenca in nam bo te podatke v bistvu pretvorila v obliko, ki bodo olajšale to odločanje. Nekatere postopke celo avtomatiziramo, recimo kodiranje za potrebe obračuna je ena taka stvar, ki je dosti računska in se da avtomatizirati. Potem klicni centri. Mislim, veliko je tega, kar se da, ampak še vedno ne bi rekel, da bo digitalizacija sama zmanjšala čakalne vrste, bo pa dala orodje za to. Že prej mislim, da ste omenili, ne, in večkrat poudarjate v bistvu odprte standarde in to interoperabilnost IT sistemov, ne, še posebej v zdravstvu. Ne. Torej, zakaj je to recimo za zdravstvo tako pomembno in kaj se seveda zgodi, ko sistemi med seboj niso povezani, oziroma ne morejo biti povezani? Ne? Ja. Razlog, zakaj smo mi v Evropi, je zato, ker Evropa ima večinoma javno zdravstvene sisteme, ne? Kar pomeni, da v bistvu je javna blagajna, ki plačuje večino teh storitev. Zdaj si predstavljate, da ta blagajna plačuje bolnišnicam, da kupujejo rešitve, ki podatke shranjuje vsaka v svojem formatu in potem se to isto javno zdravstvo ukvarja s tem, da te podatke spravi nazaj na skupni imenovalec, zato da lahko ima celovito sliko o pacientu. In
To je problem, ki ga hočemo rešiti. Se pravi, ni problem, da ima vsaka bolnišnica svoje aplikacije, ampak zakaj ima različne formate podatkov. Se pravi, mi pravimo, da naj inovirajo na aplikacijah, ne na tem, kako zapisujejo podatke, ker podatka sva prej govorila, morajo biti enaki, ne glede tudi od bolnišnice do bolnišnice, od države do države, gre za opis stanja pacienta. Torej za neko bolezen, diabetes, tako, da imaš iste kategorije opisa bolezni. Prav iste formate, iste šifrante in tako naprej, zato da lahko potem te podatke združujemo. In tukaj je v bistvu jedro naše inovacije. Ne? Mi pač delno je tudi zato, ker smo majhni, mi ne moramo zaklepati stranke nase, to, kar delajo veliki ponudniki, ampak nudimo alternativo temu, ne? Da so podatki vedno na voljo uporabniku, v tem primeru tudi bolnišnici seveda, v formatu, ki ga razume. In to bi mislili, da je to samoumevno, pa ni. Veliko ponudnikov, sploh velikih, poskuša čim bolj zapreti te podatke, zato da je stranka odvisna od njih, da ne more zamenjati sistema. Pri nas je pa tako, da so podatki v enotnem formatu, ki je mednaroden, celo izmenljiv med državami, nad tem se pa gradi aplikacije. In to je en koncept, ki je zdaj res pridobiva na teži. Mi zdaj delamo 7 nacionalnih sistemov, ravno kar smo pred enim mesecem zaključili e-zdravje Irske. V marcu smo naredili podobno v Grčiji. In te države so se odločile, da bodo poskušale čim bolj standardizirati podatke v celotnem zdravstvenem sistemu. To, kar želimo tudi v Sloveniji, seveda. Zdaj, v večjih državah je to težko, tako da včasih to odpade na regijo. Recimo, danes podpisujem pogodbo na Nizozemskem za Južni Limburg, to je regija okrog Maastrichta, kjer bodo prvi v Nizozemskem imeli našo platformo s ciljem, da poskušajo poenotiti podatke v regiji. Lahko pričakujemo potem nekoč, čez nekaj let, da naprimer danes sem tukaj v Sloveniji, delujem, živim, grem potem na službovanje za nekaj let v tujino, v Belgijo, da v Belgiji lahko dobijo mojo kartoteko, ker seveda potem si tam v zdravstvenem sistemu tisti čas, ko si tam. Absolutno, to je cilj tudi Evropske unije, zato se predvideva en kup novih programov, ki se jim reče EHDS, European Health Data Space. In ti podatki bodo na voljo ne samo za zdravljenje, ampak tudi za raziskave in razvoj, seveda anonimizirani. Tukaj je še veliko dela, ampak mi ravno za Irsko zdaj pripravljamo tako imenovan International Patient Summary, to je povzetek zdravja pacienta, ki bo imel to mednarodno možnost, se pravi, da bo na voljo tudi izven Irske. Tudi v Sloveniji bomo to naredili, seveda. No, ko govoriva o tem, govoriva ves čas o podatkih. Ti podatki, predvsem o zdravstvenem stanju, so seveda zelo osebni, zelo občutljivi. Verjetno tudi en najbolj varovanih osebnih podatkov. In tudi nedavno v Sloveniji se je sprožila debata o tem, kaj ko podatki, ko jih združujemo iz različnih baz in so na voljo, bi rekel, tudi različnim uporabnikom v zdravstvenem sistemu, seveda. Kako je z zaščito teh občutljivih podatkov pacientov? Vemo, čedalje več kibernetskih napadov, lahko se dogaja tudi nepooblaščeni dostopi znotraj institucij. Kakšen je vaš pogled na to in kako je možno preprečiti? Jaz mislim, da je v tej debati, in sem poslušal malo tega, precej neznanja. Namreč noben me ne bo prepričal, da je centralno, profesionalno upravljan sistem manj varen kot to, kar se zdaj dogaja v bolnišnicah, kjer pač teh kadrov nimajo. Ravno prej ste omenili, ne gre samo za neavtorizirano uporabo strani uporabnikov, gre za to, da naše bolnišnice niso v stanju ščititi pred vse sodobnejšimi načini napadov. Zato je centralizacija v bistvu velika prednost. Zato, ker tukaj se da to profesionalno narediti. In še nekaj bi povedal, to ni nobena posebnost. Recimo Italija je zdaj dala na stran 6 milijard evrov, da celo javno upravo centralizira, se pravi podatkovno, aplikativno na oblak. Seveda italijanski oblak, ampak ravno zaradi cyber security oziroma kibernetske varnosti. Zdaj, tukaj je veliko nivojev zaščite, tudi naša platforma seveda omogoča
vse od enkripcije do preprečevanja dostopa in jasno popolno sledljivost dostopov kateregakoli, tudi upravljalca, v tem primeru NIJZ. Tako da jaz mislim, da tukaj gre za neko drugo bitko. Ko sem poslušal pooblaščenko, tiste trditve niso imele nobene osnove. Ne? Seveda, ali mi ne bi želeli, da ima nekdo, ki nam da vozniško dovoljenje v pogled v stanje naših oči, ker danes moramo to prenesti na papirju, tako bodo pa avtomatsko dobili dostop, če mi dovolimo seveda, ampak samo v ta del. In mi lahko z platformo omejimo dostop do posameznega podatka. Ne do celega zapisa. Tako da, kar se pa tiče kibernetske zaščite, pa vam povem, da ni nobene možnosti, da bi posamezne bolnice bolje ščitile podatke, kot pa nek centralni sistem. Nobene možnosti. In to bo sam še hujše. Danes imate umetno inteligenco, ki napada te sisteme izredno hitro. Tako da tu rabimo res profesionalno zaščito in to lahko centralni sistem ponudi edino. Večkrat ste omenili že umetno inteligenco, brez, bom rekel, kakšnega vprašanja na to temo ne moreva, ne? Vsekakor, ker govorijo o digitalizaciji. Kako bo umetna inteligenca pravzaprav spremenila zdravstvo, ne? Kako bo lahko pomagala pri, ne vem, različnih vidikih, ne nazadnje morda pri diagnostiki, a ne? Ampak na koncu verjetno ne bo nadomestila zdravnikov, ne? Kakšen je vaš pogled na to? Ja, en zelo znan rek je, da umetna inteligenca ne bo nadomestila zdravnikov, ampak zdravniki, ki uporabljajo umetno inteligenco, bodo pa nadomestili zdravnike, ki ne. Ne? To je, jaz to res verjamem, ker seveda to je eno orodje, ki bistveno izboljša. Treba je vedeti, da se količina znanja recimo v eni veji, kot je medicina, recimo podvoji v nekaj letih. In je nemogoče držati korak z najnovejšimi odkritji, seveda umetna inteligenca pa to lahko. Je ogromno nevarnosti in sistemi se izboljšujejo, ampak če pomislite, kam je generativna umetna inteligenca prišla v 2 letih, si lahko predstavljate, kako bo to izgledalo čez 2 leti. Zdaj, področja, ki so bolj primerna za uporabo, jaz pravim, da so to tista, kjer zdravnik ne vidi pacienta, recimo diagnostiko ste omenili, recimo radiologija, interpretacija laboratorijskih izvidov, se velikokrat dogaja, brez da vidimo pacienta. In to pomeni, da ima računalnik v tem primeru, se pravi umetna inteligenca, enako količino podatkov, informacij, kot ima recimo radiolog. In v tem primeru je pač hiter razvoj umetne inteligence ključni in bo prehitel radiologa. Ni nobene, mogoče ne najboljšega, ampak veliko večino pa ja. Tam, kjer pa pride pacient k zdravniku, ima pa zdravnik bistveno več informacij. On že ga pogleda, pa že približno ve, kaj mu je. To umetna inteligenca še ne more. Je vonj, je zvok, en kup stvari, ki jih računalnik še ne ve. Ne more zaznati, ne? Ne more zaznati. Oziroma bo s časom, ampak zaenkrat je tako. Tukaj pa bo še trajal. Predvsem je pa drug problem v zdravstvu, in sicer, da podobno kot recimo z tole samodejno vožnjo, vemo, da je statistično gledano samodejna vožnja bolj zanesljiva kot pač to, kar počnejo ljudje. Ampak seveda, če se pa zgodi nekaj, bomo pa absolutno krivili umetno inteligenco. In podobno je v zdravstvu. Ena napaka je lahko usodna in bomo v bistvu zamaknili uvedbo takšnih rešitev, in zato je tu treba biti izredno previden. Recimo pri nas v podjetju imamo 3 področja, kjer eno je za samo poslovanje. Vsak zaposlen mora se začeti učiti umetno inteligenco, zato da upravlja svoje delo. Naj je to analiza, pisanje poročil, finance ali pravo. Drugo je, da poskušamo to graditi svoje orodja za gradnjo aplikacij. Tukaj ni nobenih omejitev, ker tukaj zdravstvo ni drugačno od ostalih branž, ki to že uporabljajo. Se pravi, kako hitreje zgraditi aplikacijo, lažje, bolj enostavno. Tretje pa področje je v bistvu pomoč pri odločanju zdravnikov. Tukaj smo pa zelo previdni.
zato ker tukaj pa je en kup zakonodaje in tudi regulacije, ki je za področje umetne inteligence izredno zahtevna. Tako da dela se to na nivoju, kot sem prej povedal, diagnostike tovrstne, kjer lahko tudi izmeriš, ker veš natančnost radiologov, veš natančnost umetne inteligence oziroma znaš zračunati. Medtem ko pri sami interakciji zdravnik-pacient razpoznava govor je eno od takih, seveda, ker zdravnik potem pogleda to, kar je napisano, lahko popravi, ampak sama podpora odločanju je pa, smo pa zelo previdni. No. Če se še malenkost bolj drzna, pa pogledava obdobje čez 10-15 let, ne? Sva futuristična, kako bo izgledalo pravzaprav zdravstvo prihodnosti? Kje in kdaj, če sploh bomo srečali zdravnika, medicinsko osebje? Jaz mislim, da bo veliko bolj opolnomočilo pacienta z podatki, z analizami, z večina pacientov, ki imajo malo afinitete od tega, že daje svoje podatke v umetno inteligenco. Pustimo zdaj tukaj zasebnost pa te stvari, ampak če hočeš rešiti ten zdravstveni problem, te mogoče niti to ne skrbi toliko. In dobivajo neke odzive umetne inteligence, včasih so seveda napačni, ampak velikokrat pa izpostavijo nekaj, kar mogoče nekdo tudi zdravnik ni pomislil. Tako da jaz mislim, da bo bistveno več samo diagnostike, imeli bomo naprave, že danes imamo en kup naprav. Problem teh podatkov je, da jih je izredno težko interpretirati, ker jih je treba interpretirati v kontekstu tvojega zdravstvenega stanja, prehrane, vitalnih znakov, športa, se pravi gibanja in tako naprej. Ampak če bomo pa uspeli vse to dati skupaj in umetni inteligenci, ona je zelo dobra v iskanju vzorcev. In bo znala na osnovi primerljivih stanj nekoga drugega ali pa neke skupine svetovati. Zdaj, težko napovedujeva, zato ker vse industrije bojo šle skozi to transformacijo. Zdravstvo je mogoče vedno malo zadaj, ravno zaradi te previdnosti, ampak vsekakor je pa potencial mogoče celo največji. Ker tukaj še vedno gre za veliko, bi rekel, razliko v informacijah, ki jih ima recimo pacient, zdravnik, in ta razlika se bo zmanjšala. Če zdaj malček še pogleda vaše poslovanje, ne? In mogoče še kakšna beseda o tem. Večino poslov, kot rečeno, sklepate v tujini, tako kot sem že rekla. Kako ste se pravzaprav lotili vstopa na tuje trge? Kaj je pri tem pravzaprav najpomembnejše po vaših izkušnjah za uspeh? Ja, mislim, tako bom rekel, zdaj, če pogledamo Slovenijo, mi nimamo nobenega primanjkljaja izredno pametnih ljudi. Res, da jih nimamo veliko, ker smo majhni, ampak se še ni zgodilo, recimo, da ne bi naši strokovnjaki bili dorasli tujcem. Težave imamo mogoče malo pri tem komercialnem prodajnem delu, kjer mislim, da smo enostavno premalo ambiciozni. Jaz sem imel to izkušnjo, da sem kot otrok živel v tujini 5-6 let in mislim, da je to dalo mogoče neko širino, da mi ni problem ali pa da se ne bojim iti kamorkoli in pač potrkati na katerakoli vrata, ker od začetka je to potrebno. Recimo, en od podatkov je, da imam doživljenjsko senator kartico od Lufthanse. To pove veliko. Ja, seveda. Jaz sem naredil po 100,000 milj na leto. V tistih časih, COVID je to spremenil, zdaj lahko delam veliko iz same Slovenije, ampak takrat je bilo treba potrkati na ogromno vrat. In kot sem prej rekel, veliko je naključij. Od začetka je veliko naključij. Mi smo največji posel do Londona je bil mesto Moskva. Zdaj seveda ne delam več z Moskvo zaradi vojne, ampak celo mesto teče na naši platformi za zdravstvo. Se pravi, več kot 12 milijonov prebivalcev, ima vse podatke noter, 100 bolnišnic, 700 poliklinik, ogromen sistem. Ampak na eni večeri sem srečal nekoga, ki sem ga poznal od prej, ki je rekel, veš, en tak projekt je v Moskvi, meni se zdi, da točno to, kar vi delate. Nikoli ne bi zvedel za to, to niso taki javni razpisi.
V Angliji je bilo podobno. Mi smo prišli leta 2015 z eno aplikacijo za upravljanje zdravili, oziroma najprej s platformo, pa so nam rekli, veste, platforme noben ne kupuje, to je še prezgodaj. Kaj pa kupujete? Aha, kupujemo pa bolnišnice rabijo nujno upravljanje zdravili. Se pravi, informacijsko podporo za to. Mi smo to imeli na pediatrični kliniki in smo eno leto delali na tem, da smo to priredili za angleški trg. Celo NHS nam je pomagal. Danes imamo več kot 100 bolnišnic v Angliji, nekaj manjših, ampak 17 velikih strank, ki imajo po več bolnišnic. Ravno prejšnji teden smo šli v živo v Walesu, kjer imamo 5 od 7 regij. No in takrat je pač bilo treba najti tisto, kar se tam kupuje, ker sprememba je na takega velikega trga, kar mi poskušamo narediti, pač traja več let. Danes pa so razpisi za platforme, kot je London recimo, ne? Ampak takrat pač tega ni bilo in je bilo treba poiskati nekaj, kar seveda mi smo dali platformo skupaj s to aplikacijo, ampak smo pa prodajali v bistvu aplikacijo samo, ne pa platformo. Tako da mislim, da čeprav se da ogromno sestankov narediti online, te prvi kontakti so kar bistveni, da se gre tudi fizično tja. Torej, poseben stik, pa prisotnost na trgu, kot se reče, pa trkanje na vrata. Ja, danes imamo pa v bistvu situacijo, ko pridemo k stranki, pa so oni nadaljavo, tudi v zdravstvu. Tako da danes se da ogromno narediti tukaj. Mi recimo londonski sistem tudi upravljamo, se pravi, temu se reče managed service, in ga upravljamo tukaj. Evropsko gospodarstvo je v krizi, ne? Posebej seveda tradicionalna industrija, ne? Nekoliko drugače, mislim, da v IT industriji, ki pravzaprav je še v vzponu, glede na to, kako digitalizacija pravzaprav je ena od ključnih, torej tako v gospodarskem segmentu, kot seveda za osebno rabo, a ne. Veliko se pa seveda govori o tem, ne, da je EU zaspala na področju razvoja, inovacij in torej tudi na področjih, kjer vi pravzaprav ste prodorni, delujete, ne, imate svoje inovativne rešitve. Kako vi pravzaprav občutite to krizo, če sploh? Mislim, za nas je v bistvu COVID bil ena prelomnica, zato ker so vse države morale začeti več investirati v zdravstvo. Tako da mi ne občutimo direktno krize. Čutila se bo kasneje, ko bo nekako manj denarja za to. Ampak zdaj zaenkrat je investicij veliko. Tudi načrti za odpornost so v bistvu v vseh teh državah in mi to zdaj s pridom izkoriščamo. Bi pa drugo stvar rekel, ne. Problem, ki ga ima Evropa, je, da ni enotnega trga, ne. To pa občutimo zelo, ne. Še posebej pri storitvah, ne, verjetno. Ne, še posebej na področju, kjer je treba imeti certifikate, ne. Kjer je treba recimo za Nemčijo opraviti njihov certifikat, Anglija ima svoje. ISO je seveda generalen, ampak to ni dovolj, ne. V Angliji moramo pred vsako inštalacijo narediti tako imenovan safety case, ki je en tak dokument. V glavnem, vsaka država ima svoje mehanizme, tudi javni razpisi so različni. Tu ni nobene enotnosti. In to pomeni, da imaš 28 trgov, ne enega, ne? Za razliko od ZDA recimo, ne? Kjer je to in tukaj je velika prednost. Če imaš ti trg 300 milijonov ljudi, ki je enoten, ali pa 500 milijonov, ki je razdeljen na, ne vem, 28 držav, je to blazna razlika. Tudi jezik pa vse, ampak v bistvu največji problem so te posebnosti, na kak način nabavlja zdravstveni sistem, kako se dela z javnimi razpisi, katere certifikati so potrebni. Zdaj, če pogledam pa Slovenijo, mislim pa, da je velik problem v samem, bi rekel, podjetniškem okolju. Za nas je v bistvu največji problem so viri financiranja. To pa zato, ker banke, komercialne banke pričakujejo v bistvu kot zavarovanje praktično samo nepremičnine. Zdaj pa podjetja, predvsem nova podjetja ponavadi nimajo nepremičnin, to je bila stara mentaliteta, tudi mi najemamo poslovne prostore. In seveda nimamo nepremičnin, imamo ogromno
pogodb, z dolgoročnih pogodb, 5-letnih, 7-letnih, tudi 10-letnih. Imamo intelektualno lastnino, ampak to ne moreš zastaviti, za večinoma ne. Tako da se zadolžujemo na trgu zasebnega kapitala, ki je pa mnogo dražji. Z izjemo SID banke, kjer imamo dosti dober odnos, komercialne banke so praktično nedosegljive za nas. In to je velika razlika. V tujini je to popolnoma drugače. No, omenili ste, torej zdaj slovensko poslovno okolje, v zadnjih letih se kar nekaj govori o tem, predvsem zaradi dejstva, da pač Slovenija pada na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Veliko faktorjev seveda vpliva na to. Zagotovo viri financiranja so eden od njih, ki ste jih izpostavili, predvsem ta dostopnost tudi do tveganega kapitala in podobno. Pa potem imamo tukaj seveda tudi davčni primež za kadre, za zaposlene zelo visok. Tukaj je tudi potem problem verjetno pridobivanja talentiranih kadrov. Ja. Kako vi pravzaprav se soočate s temi izzivi poslovnega okolja? Ja, jaz bi rekel, da par let nazaj smo imeli velike probleme z pridobivanjem kadrov. Zdaj, v zadnjem letu je to precej boljše, ampak kaj se je izkazalo je, da kar nekaj ljudi je prišlo iz tujine nazaj. Ali je to Brexit sigurno vplival, recimo iz Anglije. Po covidu so se precej stvari spremenile, Amerika ni več tisto, kar je bila. In dobimo veliko mladih, ki prihajajo iz tujine. So to Slovenci ali tujci, ki pridejo? Tudi tujci. Imamo par tujcev, 5-6 jih imamo tukaj v Ljubljani. Drugače v Angliji imamo samo Angleže oziroma tujce. V Nemčiji enako. Imamo 20 ljudi v Angliji, pa 10 v Nemčiji. Ampak problem, ki ga jaz vidim, je v bistvu, oziroma mi poskušamo pač predstaviti zaposlenim, da gre za eno področje, ki je izredno zanimivo. Namreč gre za to, da s tem, kar ustvarjaš, to, kar počneš, dejansko pripomoreš k izboljšanju zdravja ljudi. In ta motivacija je... Za neko poslanstvo, ne? Ja, sploh pri tam mladih se mi zdi, da je bistveno bolj v ospredju kot finančno nadomestilo, ki seveda more biti. Problem pa je seveda, da mladi tudi z zelo dobro plačo danes do stanovanja ne morejo priti. To so realni problemi, brez pomoči pač družine staršev, ki jih mi nismo imeli, recimo teh problemov včasih ni bilo bistveno lažje, ampak tukaj mi ne moramo kaj dosti narediti. Mi pač poskušamo jim na ta način in to, da delajo na projektih, ki so svetovno merilo uspešni, prepoznani, jim veliko pomeni. Skušamo tudi seveda držati neko okolje zaposlitveno, ki je stimulativno, ki jim pomaga, kolikor lahko. Garantiramo jih, da bo delali z najnovejšimi tehnologijami in da bodo lahko v bistvu te svoje izdelke potem videli, kak efekt imajo. In to se mi zdi, ogromno imamo zdaj recimo kliničnega kadra, zdravnikov, sester, farmacevtov, ki želijo v bistvu na ta način izboljšati sistem. In zdravstvene informatike je relativno malo v Sloveniji, tako da če nekoga to zanima, nas sigurno pokliče. Tako da veliko imamo tudi tujcev. Ta postopek je težek, res. Tukaj smo birokratsko kar obremenili in zapletali vse postopke. Ampak to traja mnogo predolgo. Sploh za visoko kvalificiran kader ne vidim, zakaj se jih bojimo, ker dejansko konec koncev mislim, da je 50-60 informatikov diplomira vsako leto. To je... Imamo izrazit manko IT strokovnjakov. Torej, če povzameva ta del poslovnega okolja z vašega stališča, pogleda, delovanja podjetja, potreb, kjer imate visoko dodano vrednost, katere so tiste, recimo, ključne stvari, ki bi jih vi spremenili v Sloveniji, v slovenskem poslovnem okolju, da bi lahko bila tukajšnja podjetja še bolj konkurenčna napram tujim svojim konkurentom?
Viri financiranja? Viri financiranja so sigurno ključni in tukaj ne govorim samo o investitorjih, ne, ampak predvsem o bančnem segmentu. Investitorjev je kar nekaj tudi v Sloveniji, predvsem pa tudi tujci nimajo nobenega problema priti v Slovenijo. Mi delamo, oziroma ne bom rekel, da delamo, ampak smo imeli klice z več kot 80 investitorji, ker smo v nekem trenutku lani razmišljali, da bomo prisiljeni po investicijo, zaradi tega, ker so pač razvojni stroški pri nas mnogo pred prihodki. Se pravi, mi rabimo 2 leti, da dobimo en projekt in takrat moramo imeti zadevo že razvito. Tako da so prihodki čez 2 leti potem, ko smo se lotili razvoja, če ne dalj. Dostopnost torej do virov financiranja, predvsem komercialnih bank. Tako. Nek posluh za vrednotenje IP-ja. Mi smo bili celo pripravljeni zastaviti delež za kredit, ampak to nobena banka ne razume. Zdaj, zaposlovanje tujcev je jasno, tukaj nimam kaj dodati, to je okorno in je treba izboljšati. Jaz bi rekel, mogoče, zdaj so bili narejeni premiki ravno prejšnji teden oziroma pred 14 dnevi glede lastništva zaposlenih, glede opcijskih shem. To so vse stvari, ki so bile praktično nemogoče v preteklosti, to se zdaj izboljšuje, kar je pozitivno. Zdaj obremenitev, seveda bi bilo super, če bi bila manjša, ampak mi delamo v državah, ki ima še večjo, ne? Skandinavske države, tudi Nemčija, tam so kadri izredno dragi. Tako da jaz mislim, da je bolj pomembno, kaj za to država nudi, ne? Če bi bile te storitve takšne, ko morajo biti, mislim, da bi tudi ljudje, ne bom rekel z veseljem, ampak lažje sprejeli to dejstvo, ne? Ker namreč tu se mi zdi, da ni pričakovati nekih blaznih sprememb, zato je ponavadi brez veze se ukvarjati s stvarmi, ki jih ne moreš spremeniti, ne? No, na koncu v bistvu počasi se premikava k zaključku najinega pogovora, zato bi se dotaknila v bistvu še malce tega osebnega vidika vaše poklicne poti. Po izobrazbi ste inženir računalništva, informatike, celotno kariero aktiven na tem področju, seveda pa celotno kariero pravzaprav delate v lastnih podjetjih tudi, ne. Better seveda je samo eno od, ne, ki ste ga ustanovili pred 6 leti. Zakaj ste se odločili pravzaprav za to podjetniško lastno pot? Dobro, mislim, ko smo bili pri koncu študija, je bil en tak zanimiv čas, ker je informatika recimo takrat prišla do uporabnika, da rečem, ne, osebni računalniki so se takrat začeli pojavljati. Jaz sem bil že med študij, že v srednji šoli, sem imel računalnik in sem se s tem ukvarjal in je bilo za mene to izredno zanimivo. Seveda v prvih letih smo več ali manj prodajali računalnike in pa programsko opremo, potem smo jo pa zelo zgodaj začeli že tudi graditi in jaz bi rekel, da je samo prišlo do tega, ni bilo načrtovano. Parkrat sem imel možnosti tudi delati za eno večjo multinacionalko vmes med to potjo, ampak sem vedno ocenil, da me bolj veseli, da v bistvu nekako združujem, jaz sem od začetka sicer programiral, ampak to je tega že 30 let. Mislim pa, da dovolj razumem, da znam oceniti ali pa recimo vplivati na smer razvoja teh aplikacij, dosti uspešno in tudi, čeprav, kot sem prej omenil, včasih mogoče smo malo prehitri za trg, se mi zdi to še vedno boljše, kot delati nekaj, kar je že narejeno. In to je bila tudi skozi motivacija, da delamo, če že delamo nekaj novega, ne. Ni smisel delati enako kot ostali, če tudi je težje, seveda je bolj riskantno, ampak je sigurno večje zadovoljstvo. Kaj je bilo najtežje v teh zadnjih 30 letih? Je bil kdaj trenutek, ko ste pomislili na to, ali sem se prav odločil, oziroma zakaj pravzaprav vztrajam na tej poti? Veste, če delaš v lastnem podjetju, je zelo težko iz tega izstopiti, ne. Namreč tukaj gre za ogromno zaposlenih, za njihove družine, stranke, ti odnosi, tako da
Zdaj, da bi prav odnehal, mislim, da ne, ampak so pa bili sigurno težki trenutki, tudi ne nazadnje pred kratkim, par let nazaj smo imeli velike težave finančne, ne. Covid je zaustavil niti ne proizvodnjo, mi smo delali od doma praktično enako učinkovito, kar je bilo zanimivo, ampak naše stranke so se 2 leti ukvarjali samo s Covidom in posledicami Covida in niso imele ne volje, denarja so še imele, ampak energije, da bi šle v nove projekte, ki so pa za nas ključni. Tako da smo imeli težave in smo praktično vse postrgali, vse resurse, tudi osebne, od družine, zato da je podjetje preživelo. In danes smo v neki poziciji, kjer lahko gledamo z optimizmom naprej. Seveda optimizma tudi takrat ni manjkalo, ampak ni bilo pa samoumevno. Verjetno je vaš urnik seveda temu primerno, seveda tudi zelo intenziven. Kam pa se Tomaž Gornik umakne iz sveta digitalizacije, po energijo, po nek svoj mir, po sprostitev, ko ima čas za to? Ja, med Covidom smo se preselili na Gorenjsko, kjer smo imeli en vikend in zdaj živimo tam in za hišo imam hrib. In če le lahko grem v hrib, vsaj za 1 uro. Tudi med klici se lepo izide. Ta drugo je pa golf. Golf pa v bistvu zato, ker če ga igraš, ugotoviš, da medtem ko igraš, ne moreš misliti na nič drugega. Če ne moreš dobro igrati. In ta odklop se mi zdi ključen. Brez tega je težko. Torej popolna menjava pravzaprav Ja. digitalnega, Pa narava virtualnega in tako okolja naprej. z naravo, ne? Ja. Ja, ne nazadnje, kljub temu, da vsi uporabljamo digitalne tehnologije, ne, smo le ljudje in potrebujemo tudi takšen način življenja, ne. Ne da se vse Absolutno. samo z digitalizacijo rešiti. Absolutno. Gospod Gornik, na koncu še vedno prosimo goste za neke 3 poslovne nasvete, ki bi jih lahko delili z preostalimi poslušalci, gledalci, ki nas gledajo. In sicer, kakšne 3 nasvete bi vi dali pravzaprav tistim, ki prodirajo s svojimi podjetji pravzaprav na tuje trge? Kaj bi jim svetovali? Jaz bi rekel, drznost mogoče je še najboljši nasvet, ne. Več kot ne more reči trg, stranka in tako naprej, ne. Se pravi, to, da si upamo, mislim, da je ključno, ne. Drugo je vztrajnost. Vsekakor večinoma, z redkimi izjemami, uspehi ne pridejo čez noč, in tisti, ki je vztrajen, ki ima to možnost, velikokrat prevlada. Zdaj kot tretje bi pa rekel, da mislim, da je najpomembnejše, da delaš nekaj, kar eni pravijo, da bi delal tudi, če ne bi bil plačan, ne. Se pravi, da v bistvu uživaš v tem, kar delaš in da vidiš v tem nek smisel, ki pač ni samo finančni, ne. Hvala lepa. S temi besedami bi zaključila najin pogovor. Tomaž Gornik, iskrene čestitke še enkrat za nagrado Go Digital in seveda uspešno delo tudi naprej. Tako v tujini, kot seveda tudi v Sloveniji, kjer si želimo seveda, da bi tovrstne rešitve pomagale tudi k izboljšanju domačega zdravstvenega sistema, ker pa smo pred božično-novoletnimi prazniki seveda tudi prijeten praznični čas v krogu najdražjih in seveda vse dobro in predvsem zdravo leto 2026. Najlepša hvala, enako želim tudi vam in poslušalcem. Hvala lepa. Hvala.